Na novinarski konferenci smo predstavili rezultate projekta Več kot enkrat s prikazom trajnosti tudi po zaključku projekta. Cilj projekta je bil dvigniti zavest prebivalstva pri dojemanju odpadkov. Želeli smo, da bi le-ti odpadke razumeli kot vir novih izdelkov, novih delovnih mest, razvoja socialnega podjetništva in ne kot ekološko breme. Odpadek je lahko priložnost in ustvarjalni izziv. Vse našteto smo realizirali skozi projekt Več kot enkrat. Aktivnosti projekta so bile osredotočene predvsem na podeželje, kjer je informiranost o varstvu okolja običajno šibkejša. Podeželskim prebivalcem pa je običajno tudi otežen dostop do infrastrukture zbirnih centrov in centrov ponovne uporabe. Projekt je podprt z donacijo Švice v okviru švicarskega prispevka Razširjeni Evropski uniji in odpira nove dimenzije razmišljanja o zeleni ekonomiji, ki so jo ciljne skupine projekta spoznale v praksi. Direktor Okoljsko-raziskovalnega zavoda Franc Zver je povedal, da projekt Več kot enkrat, ki ga izvaja Okoljsko-raziskovalni zavod Slovenske Konjice z Visoko šolo za turizem iz Lucerna z donacijo Švice, v okviru švicarskega prispevka Razširjeni Evropski uniji, poteka prav z namenom ohranjanja naravnih virov in večje okoljske osveščenosti. Bistvo zelene zamisli je, da z mobilno Reuse kliniko oskrbimo rabljeno opremo na terenu in jo v novi obliki vrnemo ljudem. Dr. Marinka Vovk, vodja projekta, je pojasnila, da projekt Več kot enkrat že s svojim naslovom usmerja k premišljenemu ravnanju z odpadki. Torej, gre za to, da smo želeli s tem projektom pokazati, da lahko določene izdelke v bistvu uporabimo več kot enkrat, ampak to ne pomeni zdaj samo iz okoljskega vidika, da s tem privarčujemo, da varujemo vire, ampak odpira predvsem nove dimenzije, ki se dotikajo teh trajnosti, predvsem v smislu vrednotenja novih ekonomskih kazalcev. Mi smo te izračune tudi naredili in zato bom v kratkih besedah prikazala, kaj to pomeni. Namreč sam projekt, kot rečeno, ima celoten naslov Reuse za napredek in zmanjševanje. Gre za en tak pomenljiv že sam naslov projekta, napredek in zmanjševanje. Kajti vedno se je do sedaj obravnaval napredek v smislu tega, da je treba žrtvovati tudi okolje. Torej, ni mogoče imeti napredka, če ni zraven pač neka žrtev in običajno je to bilo okolje. Mi smo dokazali, da temu ni tako. In prijavitelj projekta kot Okoljsko-raziskovalni zavod je to idejo potem tudi prijavil na projekt, ki ga sofinancira Švica in sicer kot donacija. Namreč gre za poseben sklad, kjer se take ideje, ki se potem tudi uresničijo v praksi, sofinancirajo zaradi tega, ker sama Slovenija nima dovolj sredstev na tem področju. Švica pa želi podpreti take prakse, ki potem dokažejo, da je možno seveda take ideje potem tudi v nadaljevanju izvajati. Kot rečeno, partner je Visoka šola za turizem iz Lucerna in profesor Urs je danes z nami. Projekt pa, kot vidimo, se zaključuje 30.9., torej naslednji teden, in zaradi tega smo se odločili, da danes podamo kratke informacije. Iz tega aspekta mogoče samo toliko, da je Reuse danes nekaj, kar postaja trend, kar postaja samo po sebi umevno in kar postaja v primerjavi z nekaj leti nazaj popolnoma drugače vrednoteno. Ker če pogledamo recimo spletne strani ali pa če pogledamo določene programe, vidimo, da so povsod polni mediji, povsod praktično nimamo informacij brez tega, da ne bi bilo usmerjeno vse v to. To torej predstavlja tudi novo, zanimivo področje razvoja poklicev in to smo mi tudi naredili, kot bomo videli, obenem pa seveda tudi predvsem zaradi tega, da na ta način dokažemo, da se lahko učinki, ki se merijo v neposrednih koristih privarčevanega materiala, v tem primeru recimo lesa, kot bomo potem od zunaj videli, tekstila, vode, več kot 10.000 privarčevanih kilometrih, in torej gre za varčevanje z materialom, vodo, emisijami, energijo in to predstavlja konkretne učinke, ki se jih da tudi seveda finančno izmeriti. Mi smo naredili primerjave samo na takih 3 primerih, seveda bi lahko naredili na vseh izdelkih, ki jih delamo in tukaj je zdaj seveda ta učinek, ki ga pa ekonomsko še ni mogoče vrednotiti. Kajti opažamo, da v nekem izdelku predstavlja ceno, seveda samo neposredna cena brez eksternega stroška. Ti stroški pa predstavljajo v bodoče izredno pomembno vodilo, kako bomo mi uspešni kot gospodarstvo, ali bomo znali to vrednotiti, ali bo pa samo po sebi umevno, da se take količine materiala, tako kot recimo sedaj še vedno prevelikih količinah, dobesedno vržejo proč
pa nišče ne odgovarja. Torej, tukaj gre za resno vprašanje prihodnosti. Primerjava s tem, ker delamo recimo tudi v raziskovalnem smislu, na primeru tekstila, še vedno je nekako tako, se nič ne splača, ne, saj pa 2-3 evre za eno majčko ali pa za nek polovrček 5-6 evrov, saj se ne splača zdaj nekaj sešiti, še manj kaj popraviti, saj to tako poceni, to vržeš proč pa kupiš novo. To je razmišljanje, ki nas vodi do tega, da so mladi brez služb na cestah, veliko ljudi je pesimističnih, ni novega upanja, seveda, ne, ker kaj delamo s tem? S tem podpiramo ekonomijo, ki je na drugi strani sveta, lahko uspešna zgolj zato, ker izkorišča delovno silo in izkorišča okolje. Vemo, da, če vzamemo Made in Bangladeš, Tajvan, China in tako naprej, da v teh državah ekologija nima kaj veliko praviti z izdelki in seveda na račun tega so ti izdelki lahko konkurenčni, ki prihajajo k nam, v našem okolju pa nekdo, ki bo imel šivalnico, ki bo imel pač nek, recimo, izdelek, ki ga bo produciral sam, ne bo mogel dosegati take cene, ker je to preprosto nemogoče. In kaj vidimo, ne? Vidimo to, da so v bistvu koristi, ki se ustvarjajo na račun, če vzamemo, tole imamo samo primer, recimo, tekstila, so zelo visoke. Tukaj notri imamo zapakirano manj kemije, neposredno v oblačilih, ker vemo, da so oblačila eno izmed izredno obremenjujočih izdelkov, grejo tudi skozi industrijo, ki je zelo, lahko rečemo, agresivna do okolja in tudi do ljudi, ki tam delajo. In v teh izdelkih torej te kemije ni. Na drugi strani imamo pravka s tem, da se veliko ljudi vključuje v to delovno silo. Mi smo imeli tudi študijsko skupino pred 3 leti na Norveškem, kjer smo recimo videli, koliko ljudi, to se več 1000 ljudi vključuje v take industrije, ki potem na primeru teh oblačil, en del seveda gre za prodajo, se obnavlja, se delajo različni izdelki, skratka, celi sektor industrije se razvije na nečem, kar je pri nas še vedno zelo nekako v začetku, da je to kar nek odpadek in da to pač treba kar nekomu predati. Mi smo pa na tistem razmišljanju, da kar kupimo novo, ker se tako nič ne splača. In tukaj vidimo torej učinek, ki je mednarodno izmerjen, predvsem tukaj gre za merjenje zmanjševanja emisij CO2-ja. Slovenija je podpisnica vseh sporazumov, kar se tiče trajnostnega razvoja in zmanjševanja. In vidimo, gledajte, 60% bi lahko zmanjšali emisij, če bi samo na tem področju naredili nekaj več korakov. Zdaj to, kar smo mi v praksi delali, je, da smo spreminjali zavest pri ljudeh, kaj je za ponovno uporabo in kaj ni. Mogoče se zdi vsakemu logično, ne? Saj, če se pove to, kar je uporabno, ker je še dovolj ohranjeno, kar je še za nadaljnjo uporabo, ampak glede na to, da uvajamo šele ta nov aspekt razmišljanja ponovne uporabe, torej ta reuse, je seveda potrebna tudi sprememba logistike in pa ljudem na zelo praktičen način povedati, kako se to izvaja. In recimo na primeru, ki jih bomo potem od zunaj tudi videli, enih sedežnih je največ takih vprašanj, kdaj ja za ponovno uporabo, kdaj ne. Ker ljudje imajo različna merila in nekateri mislijo, saj vse dobro, bodo že popravili, bodo že to naredili, ne. Seveda ni mogoče, ker je tukaj ekonomija, ne, ker se vloži preveč denarja za eno tako ceno naprej, ni možno prodati. Naša zavezanost projektov je pa tudi, da ustvarjamo poleg okoljskih, seveda tudi ekonomske učinke, torej ne moreš iti v neko aktivnost, ki ima preveč stroškov samo zaradi okoljskih, ne, in tukaj je zdaj zelo pomembna ta interdisciplinarnost. Mi smo tudi tim zagotavljali takšen, da recimo William kot okoljski ekonomist je tudi v tem poznavanju svetovnih trendov, ko bomo potem videli, znal recimo napram ljudi razjasniti v številkah rezultate, katere smo potem mi lahko tudi v praksi upoštevali. Na primeru pohištva smo imeli tudi recimo veliko takih primerov, ne. Ljudje bi marsikaj oddali, uničeno, recimo že v taki fazi, da je samo za kosovni odpad. Ponovna uporaba pomeni, da mora izdelek imeti kvaliteto zadovoljivo standardu, ki potem ne obremeni finančno preveč samega procesa, ne. In tu je recimo bila naša naloga mobilne klinike na terenu, zelo pomembna tega osveščanja. Kako je to potekalo, bomo tudi danes videli, ampak recimo tu imamo en primer, veliko so zlasti mladi sodelovali, različne ciljne skupine, kjer smo potem pokazali, kako se obnovi
ugotovi, kako se neki izdelek lahko z manjšimi popravili spravi nazaj v uporabo in predvsem ta inovativni vidik, torej dati nove zamisli, nove nekako ideje, da ljudje postanejo bolj dojemljivi do tega, da pa nekaj tudi fajn delati, ne samo ternati, nimamo denarja, pa nič se ne da. To je ta dodana vrednost, ki smo mi uspeli zagotoviti, torej predvsem povečati motivacijo za obrtne poklice na različnih področjih, ko bomo potem videli. Sodelovanje Švice kot partnerja v projektu Več kot enkrat je zelo pomembno z vidika možnosti trajnostnega turizma, kar je v skladu s smernicami nove strategije 2014 do 2020. Tovrstno sodelovanje in pomembnost trajnosti takšnih projektov je predstavil profesor Urs Wagenseil. William Carson je kot ekonomist pojasnil ekonomski, družbeni in okoljski vidik razvoja v svetu, saj kot koordinator sodeluje s številnimi državami in strokovno spremlja trende in spremembe na področju vrednotenja okolja. Marina Pec je predstavila praktični prikaz koncepta Več kot enkrat po zaključku projekta. Jaz vam bi rada samo na hitro pokazala, kaj recimo dobimo na sami mobilni kliniki. Tole so primeri rabljenega blaga, pač ljudje ne potrebujejo več. Potem pa mi s pomočjo naše šivilje izdelamo takele izdelke, kot so recimo tile predpasniki. Pa tale recimo. Potem nam ljudje tudi prinesejo različne kravate. Tudi to je možno ponovno uporabiti in sicer kot tele praktične torbice. Če pogledamo, taka zanimiva redesign varianta. Trajnost projekta bo zagotovljena z izvajanjem in sodelovanjem z izvajalci lokalnih javnih služb ravnanja z odpadki. Projekt Več kot enkrat predstavlja velik in spodbuden izziv za prihodnost.